se pravi čas, da vas najprej na začetku pozdravim vse skupaj. Moje ime je pater Damjan Ristič, sem rektor kolegija Jezuitskega kolegija v Ljubljani in sem prav vesel, da se je na prvi večerni akademiji letošnjega leta zbralo tako lepo število ljudi. Mogoče se sprašujete, ali je kakšna povezava med jezuiti in umetno inteligenco. Prav posebej bi zdaj težko rekel, je pa neka povezava, namreč vsi poznate HTTP, ne? Se pravi hipertekst, ki ga je izdelal skupaj z IBM-om nek jezuit, italijanski jezuit, ki je v tem ogromnem tekstu Akvinca, se pravi Tomaža Akvinca, je hotel nekako obvladati ta tekst in naredil kartični katalog in s tem kartičnim katalogom potem hipertekst. Ampak jaz bom to prepustil strokovnjakom, vas bi pa najprej cenjeni gost pozdravil, Ljubčo Todorovski, profesor, doktor, dobrodošli pri nas. Bolj vas bom pozdravil naš moderator tega večera. Vsem skupaj pa želim eno lep večer, predavanje in tudi pogostitev in otvoritev nove serije večernih akademij, na katerih vas pričakujemo tudi v naslednjih mesecih. Lepo pozdravljeni vsi tukaj. Smo veseli, da je v takem številu. Zgleda, da je tudi še več ljudi, ker je dvorana malo manjša, namreč mogoče že Damjan povedal, ponavadi smo v tisti dvorani, ki je sedaj v prenovi do decembra in tam potekajo večerne akademije. Kaj sploh to so? To so mesečni dogodki, del nekako poslanstva Jezuitskega kolegija v Ljubljani, da podpira dialog in odpira dialog, izobražuje in nekako tudi povezuje. In današnja tema otvoritve na to leto je tudi zelo aktualna umetna inteligenca, za nekatere izmed nas mogoče nekaj čarobnega, za druge nekaj frustrirajočega. Ampak skratka, da predstavim hitro našega gosta, profesor dr. Ljubčo Todorovski je leta 2003 doktoriral iz računalništva na Univerzi v Ljubljani. Med doktorskim študijom, ki je bil kot znanstveni sodelavec zaposlen na Inštitutu za biomedicinsko informatiko Univerze v Ljubljani. Nato je študij nadaljeval na Odseku za inteligentne sisteme Instituta Jožef Stefan, kjer je še naprej raziskoval področja, kot so umetna inteligenca, strojno učenje in avtomatizirano odkrivanje enačb izmeritev in opazovanj dinamičnih sistemov. Po doktoratu se je med drugim izpopolnjeval na Centru za študij jezika in informatike Univerze Stanford v Kaliforniji. Gostoval je tudi na Univerzi Osaka, Bristol in Porto. Na Univerzi Stanford je bil na Centru za biomedicinsko informatiko, kasneje tudi gostujoči profesor. Danes pa je redni profesor za računalništvo na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerzi v Ljubljani, kjer predava različne teme s področji umetne inteligence in strojnega učenja. To je bilo vse za zdaj. Profesor, izvolite, beseda je vaša. Okay, hvala lepa. Hvala lepa za ta uvod. Zdaj, vmes Kalifornija je kak samo od sebe pravilen zaslon in to je zaradi tega, ker sem pred kratkim inštaliral novo verzijo operacijskega sistema, ki nekako to je relativno blizu univerzi, ker sem gostoval mogoče povednica. Zdaj, druga navezava, ki bi jo naredil, je o tej frustraciji oziroma zadovoljstvu z umetno inteligenco. Seveda, da se ukvarjam z umetno inteligenco ves čas še pred doktoratom, do diplomskega študija naprej. In moram reči, da mi je izjemno zadovoljstvo in izjemna frustracija hkrati, ker pač nekako včasih smo nejevoljni na tem, koliko ne delajo stvari, včasih smo malo zaskrbljeni na tem, koliko dobro delajo stvari. No in danes bom probal nekako, kako bi rekel, demistificirati pojem umetne inteligence in predvsem generativnega strojnega učenja, ki ga gotovo bolj poznate pod imenom ChatGPT. Okay?
Se pravi, bom nekako probal čim bolj enostavno upeljati te pojme, jih demistificirati in nekako, mogoče, če vam ratajo bolj jasni, boste lahko lažje razmišljali o tem. Nekaj istočnic za nadaljne razmišljanje o tem, kakšne so posledice družbene in siceršnje za uporabe teh tehnologij, bom nastavil proti koncu predavanja. Tako da pregled predavanja kaže na to, da bom najprej govoril o umetni inteligenci, na to bom upeljal eno zelo močno področje znotraj umetne inteligence, ki se mu reče strojno učenje, na kar bom šel v smer generativnega strojnega učenja. Nekaj bom govoril o tem, kakšni so vsi miti, ki se zdaj širijo v zvezi z razvojem umetne inteligence zadnje čase. No, potem bom naštel tudi nekaj zaresnih skrbi, ki mogoče so pomembne in o katerih je treba res razmišljati in jih razreševati. No, pa seveda bom na koncu dal en apel o odgovorni uporabi, tudi v smislu družbe. Vedno, ko govorim o umetni inteligenci in o računalništvu, sploh če govorim širši javnosti, zelo rad se obrnem na zgodovino. Zgodovina računalništva je zelo simpatična, ker je zelo kratka. Tako da ni treba iti nazaj, ne vem koliko stoletij ali tisoče let. V bistvu je dovolj za celotno zgodovino računalništva iti 100 let nazaj približno. Za umetno inteligenco je pa dovolj, da gremo 70 let nazaj. In sicer se vrnemo v leto 1950. Kot mnoge stvari na področju računalništva, tudi umetno inteligenco je zagrešil pionir računalništva Alan Turing. Alan Turing je v svojem znamenitem članku 1950 poskušal se ukvarjati z vprašanjem, ali stroji lahko razmišljajo. Okay? In to vprašanje se je zastavilo na tak način, da je rekel, kaj je sploh razmišljanje in kaj je sploh inteligenca. Edina stvar, ki je on razglasil v tistem trenutku za inteligenco, je mogoče človek in je rekel, če hočemo vedeti v nekem trenutku, ali stroji so inteligentni, mogoče za začetek moramo vzpostaviti en fine test, ki bo se odločil o tem, ali je stroj inteligenten ali ne. No in test, ki ga je vzpostavil, se imenuje igre imitacije. Mogoče to zveni znano, zaradi tega, ker pred približno 10 leti je velik hit v kinodvoranah bil Imitation Game, film o Alanu Turingu. Med drugim on proti koncu tega filma razloži čisto na kratko to svojo idejo igre posnemanja, ali pa Imitation Game. V igri so vpleteni 3 igralci, 2 sta za zaveso, od teh 3 igralcev eden je računalnik. Računalnik je za zaveso in en človek je za zaveso. Pred zaveso, z druge strani zavese, je pa en izpraševalec. Izpraševalec sprašuje osebo A in osebo B, ne ve kdo je kdo, ne ve kdo je računalnik in kdo je človek, sprašuje lahko splošna vprašanja, komunicira recimo, ne vem, s pisnimi sporočili in na koncu izpraševalec se mora odločiti, katera oseba A ali B je računalnik. Okay? In Turing je rekel, če se izpraševalec moti, ali pa veliko izpraševalcev moti več kot 50% časa pri odločanju o tem, kdo je računalnik in kdo je človek, potem je računalnik očitno inteligenten. In lahko razglasimo, da imamo umetno inteligenco, da imamo stroj, ki nekako emulira ali pa simulira inteligenco, kot jo poznamo pri ljudeh. No, in to je osnovna postavka tega besedila. Priporočam branje, tlele je povezava, kako najdete na internetu ta članek. Za razliko od drugih člankov Alana Turinga, ki niso berljivi in jih ne priporočam za tako branje doma, je to izjemno razumljiv članek. Potem v nadaljevanju članka govori o tem, kaj vse so protiargumenti razvoju umetne inteligence. Zanimivo, mogoče glede na to, da predavamo v izraelskem kolegiju danes, je to, da je eden od najmočnejših argumentov proti, ki ga omenja Turing, teološki argument. O tem, da inteligenca mogoče ni samo stvar bi rekel, materialnega sveta. Okay? In o tem spregovori tudi Turing v svojem članku, priporočam branje v vsakem primeru. Kako poznamo
Turingov test danes. Turingov test je preživel že danes. Na tem, se pravi, to je Alan Turing, to je nekako prispodoba, kaj dogaja v testu. Potem imamo še eno fotografijo, in sicer iz znamenitega filma Blade Runner. Ne vem, če ga poznate, ampak znameniti je potem, da je uprizoril, da je ta naprava, ki jo vidimo tukaj, pravzaprav uprizoritev Turingovega testa v živo. To je test, to je naprava, ki testira, ali je sogovornik od tega policaja, ki ga vidimo tukaj, za katerega ne vemo, točno je človek ali replikant. Skratka, ta naprava naj bi ugotavljala skozi pogovor z nekom, ali se pogovarjamo s človekom, ali se pogovarjamo s strojem. Dan današnji tovrstni programčki obstajajo povsod po internetu. A ste kdaj srečali kakšen test? A so ga kdaj testirali, če ste človek? Gotovo ste velikokrat, to je ta obratni Turingov test, ki ugotavlja, ali je nekdo človek in v bistvu se hoče znebiti nadležnih avtomatskih agentov, ki ponavadi obletavajo spletne strani, in zaradi tega na kakšnih vstopih v spletne strani imamo to obratni Turingov test, ki ga vidimo še danes. No, od Alana Turinga naprej umetna inteligenca je vseeno dozorevala. Se pravi, zdaj, če jaz govorim o tem, da je 1950 že bila vzpostavljena definicija umetne inteligence, vas bom zavajal. To ni čist res, zaradi tega, ker ljudje so se ukvarjali z vprašanji po dveh dimenzijah. Ena pomembna dimenzija za to predavanje je to, ali res hočemo posnemati inteligenco človeka, ki je dostikrat v bistvu v svojih odločitvah iracionalen, ali mora biti raje, hočemo razviti racionalni agent, ki bo pravzaprav se obnašal na nek način inteligentno in mogoče celo bolj racionalno, kot se običajno obnašamo ljudje pri svojih odločitvah. Tako da danes ne govorimo več o emulaciji človeka pri inteligenci, ampak govorimo o razvoju racionalnega agenta. In če pogledamo definicijo umetne inteligence, kakor jo poznamo danes, je relativno enostavna. Pravzaprav gre za inteligentnega agenta, lahko si predstavljate robota, če vam je to všeč, ampak večinoma si lažje, večinoma bi bilo bolj točno, da si predstavljate računalniški program, dolgočasen, ki dela v računalniku, težko ga je pokazati, gleda sem bližno tako kot tole. In ta inteligentni agent pravzaprav ima zmožnost opazovati svoje okolje skozi neke senzorje. Na nek način opazuje okolje. In po drugi strani to, kar je pomembno, je, da je vzpostavljena tudi ta povratna zanka. Agent lahko s svojimi akcijami pomembno vpliva na okolje, ki ga opazuje. In zdaj glavna, zakaj je inteligenten in racionalen ta agent, zaradi tega, ker ta agent lahko sprejme take odločitve oziroma take akcije sproža, da okolje, da nekako vpliva na okolje ugodno, mislim, racionalno in ga prilagodi ciljem, ki so mu zastavljeni. No, pri tem seveda sta ključni dve stvari. Algoritmi, ki mu omogočajo, da sploh sklepa in odloča, se pravi neki komplicirani računalniški programi, ki mu omogočajo, da sprejme prave odločitve. In te računalniški programi se razvijajo skozi umetno inteligenco, mislim, skratka, to je nekaj, kar se razvija. Druga stvar, ki se razvija, je pa baza znanja, ki jo ima agent o tem, kakšno je okolje. Okay? Če agent poskuša igrati šah, bi mogel imeti bazo znanja, ki je specializirana na področju šaha in zna oceniti situacijo trenutno, zna oceniti, katera poteza je tista, ki jo mora sprejeti, zato da doseže zmago. In zdaj ključno vprašanje, ki se zastavljajo tukaj, sploh v luči tega predavanja, je, kako priti do te baze znanja. In to je bila debata tam nekje leta 1980, 70-80, ključno vprašanje so bila, kako priti do te baze znanja, zato da znamo potem, da računalnik v bistvu dovolj razume okolje in svet, zato da lahko se inteligentno obnaša. In ta paradigma umetne inteligence ni odmuk. Še sama po sebi je dosegla kar odmevne dosežke. Mogoče eden od najbolj odmevnih dosežkov, ki ga zdaj v luči novih pogosto pozabljamo, se je zgodil tam nekje leta 1996,
ko je podjetje IBM razvilo računalnik Deep Blue, ki je takrat izval, računalnik oziroma IBM je izval takratnega svetovnega prvaka v šahu Kasparova. Okay? Izid tekme leta 96, prve tekme je bil fajn za človeštvo. Izid druge tekme leta 97 ni več bil fajn za človeštvo. Deep Blue je zmagal, zelo je pa zanimiva javna debata, ki se je sprožila ob zmagi, namreč Kasparov in njegov tim je sumil, da je ključno potezo v partiji, ki je pripeljala do zmage računalnika, potegnil človek. Meni se zdi, da ni boljše ilustracije, da je računalnik na področju šaha naredil Turingov test kot javna debata o tem, ali je potezo potegnil računalnik ali človek. Okay? Ne glede na to, kaj je bilo res in kaj se je za zaveso zares zgodilo. No, kakorkoli, ta saga podjetja IBM se je nadaljevala tudi v tem, da je IBM kasnejša instanca umetne inteligence, ki se je imenovala Watson, je zmagala na kvizu Jeopardy leta 2011. Okay? Proti številnim tekmovalcem, se pravi, se je prebila do finala in tam so zmagali. No, ampak ključno vprašanje je zdaj, kako zgraditi bazo znanja, ki omogoča enemu računalniškemu agentu, ki načeloma ne ve nič, če mu ne damo dovolj informacij, da zmaga na enem splošnem kvizu. Ne? No, in seveda to ključno vprašanje so si zastavljali še najbolj izpostavljena je bila zanimiva debata iz leta, tam nekje okrog leta 1970 med takratnimi raziskovalci na področju umetne inteligence, Douglasa Lenata in Edwarda Feigenbauma. Douglas Lenat je trdil, da nič lažjega, naredili bomo bazo znanja, predstavljajte si Wikipedijo na steroidih, ki bo vseobsežno znanje človeštva spravila v neko formalno obliko logike. In če enkrat to spravimo v neko logiko, potem računalnik seveda logično sklepanje obvlada in s pomočjo logičnega sklepanja bo lahko pravzaprav bomo uprizorili umetno inteligenco. Ta baza znanja bo skratka narejena v človeški artefakt. In jo bo človek zakodiral na osnovi znanja, ki ga že imamo. In formalizacija bo torej v logiki, večinoma bo je to razumljiva, če potem pravila. Ne? Če to opaziš v okolju, potem moraš narediti tako. Večina našega znanja, ekspertnega tudi, se lahko predstavi v neki taki rudimentarni obliki. Seveda teh pravil bi morali biti milijarde. No, Edward Feigenbaum je pa že v iztočnici oporekal tej tezi Douglasa Lenata. Če se pogovarjamo z ljudmi, težko vedno nam povejo v smislu teh pravil, kako opravljajo svoje zadeve. Zalotite se naslednjič v zavoju, ko vozite kolo. Gotovo ne računate formulo o tem, kaj bo se zgodilo s kolesom pri neki hitrosti, če dežuje in tako naprej. Pač imate nek občutek o tem, kako morate zaviti za to, da ne telebnete po tleh. Okay? In ta občutek gotovo ni izven pravilo ali pa neka kompleksna formula, ki jo rešujete iz fizike. Ne? In Feigenbaum je rekel, če vas nekdo vpraša, kako vozite kolo in če morate nekomu pojasniti, v bistvu vse, kar lahko priporočate otroku, nekomu, used se na kolo pa začni vaditi. Okay? In težko mu napišemo priročnik za to, da vozi kolo, okay? Ki ga bo on prebral in bo to znal. No, in to je bila Feigenbaumova teza, čeprav zveni otroško in enostavno, je bila teza, da edini, ki lahko zgradi bazo znanja, je računalnik. In sicer tako, da se jo nauči iz opazovanja ljudi. In gotovo je Edward Feigenbaum, čeprav tega ni izrekel, skoval pojem strojnega učenja in machine learning. Okay? Raziskovalci za njim so pograbili to idejo in so rekli, pa saj res. Zakaj bi mi sami kodirali znanje, ki ga imamo, če lahko računalnik opazuje naše obnašanje, opazuje obnašanje ekspertov, recimo zdravnika, ne? In reče, ok, iz prejšnjih primerov njegovih diagnoz se mogoče jaz lahko nauči, program se sam nauči narediti naslednjo diagnozo pri naslednjem pacientu. No in to je ta močna ideja strojnega učenja, machine learning, pojavila se je v 70-ih letih prejšnjega stoletja. In to je seveda aspekt umetne inteligence, ker kaj je
kaj je, bi rekel, bolj močen znak, da je neka entiteta inteligentna kot zmožnost učenja. Ker če neka entiteta pokaže zmožnost učenja, gotovo bomo rekli, da je inteligentna. Okay? Se pravi, strojno učenje je nerazrušljiv del umetne inteligence. Okay? In strojno učenje je upeljalo še en pojem, se pravi, baza znanja je prej na prejšnji prosojni, če se spomnite, je prišla nekako od nikogar, je padla tlene v ta agent. Ne? To, kar je strojno učenje spremenilo, je spremenilo perspektivo. Se pravi, okolje opazujem, uporabim nek algoritem strojnega učenja in polnim to bazo znanja. Okay? Se pravi, baza znanja je artefakt računalniškega delovanja, ne artefakt delovanja ljudi. Okay? Je artefakt delovanja ljudi, ker opazujemo njihovo odvrašanje, ne? Ampak ni pa nekaj, kar ljudje naredimo. Okay? In to je ta velika ideja strojnega učenja, ki je pognala umetno inteligenco naprej v svojem razvoju. To je ta močna poteza. Kako danes zaznamo strojno učenje? Strojno učenje danes zaznamo povsod. Okay? Odprete svojo fotoaparat na mobilnem telefonu. Okay? In on že vam obkroža obraze, obkroža pomembne predmete, celo lahko vam pove, kaj vidimo na fotografiji. Okay? In to je rezultat strojnega učenja. Strojno učenje vidi ogromen takih označenih slik in s časom se nauči, da je to obraz, ženski obraz, da je to rukzak in tako naprej in lahko to prepoznava na novih fotografijah. Naprej, to, kar sem kazal, igranje šaha. Pri igranju šaha lahko, veliko ljudi je pisalo o šahu, veliko znanja je že nekako formaliziranega v knjigah, potem kakšna je dobra otvoritev, kako moram začeti partijo šaha. Ampak strojno učenje reče, ne, jaz lahko opazujem različne partije šaha in se iz tega naučim, katera je optimalna poteza v nekem trenutku. Nadležno strojno učenje. Vsakič, ko greste v spletno trgovino nakupovati, okay? Nadležni agent strojnega učenja bo rekel, kaj če bi kupili še to, če ste že to zbrali, najbrž rabite še tale priključek ali nekaj, kar sodi zraven. Okay? Veliko seveda šal je na ta račun, no, ena od teh je tukaj. Skratka, skozi nekako opazuje, kot veste, vedno, ko ste v svojem brskalniku, imate neke piškotke, ki si skraljujejo tisto, po čemer ste se vi sprehajali, ne? In računalnik vsakič, ko greste naslednjič v trgovino ali pa celo reklame, ki vam jih servira na drugih spletnih straneh, so zelo prilagojene temu, kar je bil vaš prejšnji interes. Se pravi, strojno učenje vidimo tako rekoč vsakim klikom na internetu, ker vsakič pač poskuša ugotoviti, kaj je tisto, kar me bo zanimalo naslednjič. In seveda, da ne bo samo to, da je nadležno strojno učenje lahko resno pomaga tudi na področju medicinske diagnostike, namreč iz obstoječih diagnoz zdravnikov in iz obstoječih posnetkov pacientovih možganov lahko se nauči strojno učenje vzpostaviti diagnozo na osnovi posnetka za nekega pacienta, ker diagnoze še ni. Okay? Ni nujno, da on vzpostavi diagnozo, lahko pa priporoča zdravniku ali pa namigne, da mogoče nekaj dogaja, ker on ne bi zaznal na sliki, ki jo vidi. No in splošen vzorec strojnega učenja dan današnji je mogoče še bolj se da demistificirati. V bistvu, kaj se gremo pri strojnem učenju? Opazujemo fulejnih podatkov in iz teh podatkov skočimo na odločitev. Se pravi, naučimo se sprejemati odločitve. Samodejno sprejemati odločitve. Se pravi, algoritmi se učijo, iz opazovanj podatkov se učijo, kako je treba sprejeti neko odločitev. Naj si bo to odločitev v diagnozi, naslednje potezi v šahu ali pa karkoli že. Okay? In to je ta splošni, se pravi, primer že razprepoznanih slik, razpoznavanje nove slike je odločitev. Odločitev o tem, kaj na sliki, na novi sliki je. Okay? In to je ta splošni vzorec, ki se vzpostavlja. Zdaj, ključno vprašanje je, kako vzpostaviti. To je relativno daleč eno od drugega. Ljudje nismo, na nek način smo mogoče vajeni, zaradi tega, ker ko se odločamo o nečem, hočemo videti, kako so se drugi eventualno odločali, ampak da bi gledali podatke, da bi se odločali, to je za ljudi vseeno malo nenavadno. Poglejmo, kaj se dogaja. To ni mistika, to se da razložiti še naprej.
Ljudje so počeli to vrstne stvari tudi dost preden so se pojavili računalniki. To je znameniti primer iz leta 1854. Glavni junak tega primera in te anekdote je John Snow, ki je bil zdravnik v času kolere v Londonu. Zadnje epidemije kolere v Londonu 1854. leta. To, da je bila zadnja, ni slučajno. Kaj je John Snow delal? John Snow je bil splošni zdravnik, ki je hodil okrog pomagati ljudem od kolere. Zdaj, dosti pomagati se jim ni dal, kakor poznamo, vse v tistih časih. Ampak je vseeno pač bil splošni zdravnik in njegov poklic je bil, da pomaga na različne načine tem ljudem. In slučajno, ne morejo se zmeniti, zgodovinari znanosti se ne morejo zmeniti, zakaj je bil tako urejen in zakaj se mu je padlo na pamet, da vzame mapo Londona in dela pikce tam, kjer so se pojavljali primeri kolere. Ok? Pač urejen človek. In je hotel pustiti dokument za sabo. No, in potem, ko je gledal to pred epidemijo kolere, je začel gledati te podatke. Zdaj boste rekli, to so navadni podatki, ne moreš tle sprejeti odločitev na osnovi tega. Res je. V bistvu pred odločitvijo je še en korak. In sicer prvi korak je model, ki si ga gradimo na osnovi podatkov. In model, ki ga je opazil John Snow, je bil to, da pravzaprav, če pogledamo, takrat je bila zelo močna hipoteza, da se kolera prenaša slabim zrakom. Okay? In če bi bil slab zrak, potem bi rekli, ok, morajo biti vsi primeri kolere enakomerno porazdeljeni po celem Londonu, ker zrak pač kroži. Okay? John Snow je gotovo, da temu ni tako, ampak obstajajo močni klastri. Par let nazaj smo zelo veliko poslušali o klastrih, COVID-a in tako naprej. In zdaj spet zgodovinari znanosti se prerekajo o tem, zakaj je na tej mapi so tele križci, kdo jih je postavil. To so križci, govorimo o Londonu, ko večina vode v householdih, v gospodinstvih je prišla iz vodnih črpalk, javnih vodnih črpalk. In na tej mapi so tudi pozicije vodnih črpalk, tlele ena. In John Snow je v svoji glavi naredil model in rekel, če nekdo živi blizu vodne črpalke na Broad Street in je predpostavko, da vodo iz te vodne črpalke tudi uporablja, potem je velika verjetnost, da bo zbolel za kolero. To je napovedni model. To je napovedni model, ker v bistvu reče, ja, ti boš zbolel zato, ker živiš, oziroma če živiš blizu vodne črpalke na Broad Street, potem boš zbolel za kolero. Okay? In to je ta manjkajoča povezava v tej verigi od podatkov do odločitev. To, kar se zgodi ponavadi v naših glavih, zgodi se model. Okay? Se pravi, mi opazujemo podatke in to počnemo tudi ljudje. Potem, skozi opazovanje podatkov vzpostavimo model, vzpostavimo povezavo, recimo v tem konkretnem primeru vzpostavimo povezavo med tem, kje so oboleli od kolere in kje so vodne črpalke v Londonu. In enkrat, ko imamo ta model, lahko sprejmemo odločitev za zapiranje vodne črpalke. Zdaj, točno to se je zgodilo v Londonu takrat. John Snow je šel do župana Londona in ga je prosil, da zaprejo vodno črpalko na Broad Street. Župan ga je ubogal, kolere ni bilo več. Ne samo to, vzpostavili se je področje epidemiologije. In potem je Louis Pasteur v Franciji rekel, ok, mogoče je pametno prekuhavati vodo in tako naprej. In kolera ni več zelo problematična vsaj v teh prostorih. Splošen uslovec torej strojnega učenja ni, da skočimo direktno iz podatkov na odločitev. Splošni model, ki ga vzpostavlja strojno učenje, je to, da algoritmi se potrudijo iz podatkov narediti model. In kaj ta model počne? Ta model, recimo v primeri, ko prepoznavamo slike, v bistvu omogoča, da razvrščamo slike v kategorije. Se pravi, gleda različne slike in reče, to je mačka, da je ugotavlja, kaj vse na sliki se lahko narediti. Ali pa od odigranih partij šaha napoveduje, kakšna bo posledica poteze. Bom zmagal, če potegnem neko potezo, je zelo verjetno, da bo ta poteza napeljala k zmagi ali k porazu. Okay?
Se pravi, ključno vprašanje je zdaj odgovorjeno, kako vzpostaviti povezavo med podatki o učenimi modeli, z napovednimi modeli. In strojno učenje je pravzaprav začelo izkoriščati napovedne modele od leta 70 naprej in doseglo je tudi zelo odmevne uspehe. Mogoče eno tako, če govorimo o odmevnih uspehih umetne inteligence, mogoče se zvrnemo spet nazaj leta 2015, ne toliko zelo nazaj, 7 let, ko je podjetje Google razvilo program AlphaGo. Ne, če se spomnite, AlphaGo je leta 2015 in 2016 premagal tako evropskega šampiona v Go, Fana Huija, kot naslednje leto na Lija Sedola bila je znamenita tekma v Seulu, ko so igrali, mislim, da 5 tekem so odigrali, no? In je bilo klavrno, kot vidite. V Evropi je bilo še bolj klavrno, v Seulu je tudi bilo in je bilo zelo zanimivo je bilo opazovati tiskovne konference, ki so bile organizirane po vsaki partiji. V bistvu je bilo vidno razočaranje novinarjev, vidno je bilo, da vsi navijajo za človeka, da vsi smo že želeli na nek način, da bi Li zmagal v tej tekmi. Ne? In potem je celo število novinarjev, ki so se odeleževali v tiskovni konferenci, je vidno padalo iz tekmo, ker pač so videli, da to ne pelje nikamor. No? Končni rezultat 4-1. Li je rekel, da je videl poteze v Goju, ki jih prej ni slučajno, na katere prej ne bi slučajno pomislili. No in zdaj, do tukaj sem nekako probal demistificirati na primerih in na tem, kaj počnejo te stvari, sem poskušal nekako demistificirati 2 osnovna pojma današnja. Umetna inteligenca na eni strani, to je ta racionalni agent, ki opazuje okolje in vleče poteze, ki nekako dosegajo neke cilje. Po drugi strani sem pa popeljal strojno učenje in strojno učenje je tisto, ki nekako napovedne modele gradi, zato da se lahko potem odloča na osnovi njih. No in zdaj, seveda, do leta 2015 bi lahko končal predavanje tukaj. Mogoče celo 2020 bi lahko končal predavanje tukaj. Leta 2023, po letu 2022, ko se je pojavil ChatGPT, bi to predavanje bilo zelo smetno. Ampak zato, da vseeno razumemo zdaj nadaljevanje te zgodbe, smo morali dati skozi, kaj je osnovno strojno učenje. To, kar se je zgodilo leta 2010 naprej, je, da fokus raziskovalcev na področju strojnega učenja ni več bil samo napovedni modeli. Se pravi, to, kar sem vam kazal prej, vse so bili napovedni modeli. Skratka, vidimo sliko in poskušamo napovedati, kaj na sliki je mačka ali prst. Okay? Od leta 2010, predvsem zaradi pospešenega razvoja računalniške tehnologije in hitrosti računalnikov in pomnilniških kapacitet, to, kar se je zgodilo, smo raziskovalci na področju strojnega učenja rekli, zakaj mi skozi uporabljamo podatke, ki jih je naredil nekdo drug. Kaj pa, če bi mi mogoče bili zmožni se naučiti pridelovati nove podatke? Okay? Zakaj bi samo ugotavljali, kje na sliki je mačka? Zakaj reči mačke kar narisali? Če hočete najbolj preprosto. Ne? In zdaj, preskok, ki se je zgodil, je, da smo rekli, dajmo narediti generativno strojno učenje. Generativno strojno učenje opazuje obstoječe podatke in jih zna dobro reproducirati. Se pravi, reproducirati v smislu, da generira nove podatke, ki so podobne obstoječim. Če koga zanima, obstaja spletna stran This person doesn't exist. Lahko surfate in vam generira nove obraze ljudi, ki dejansko ne obstajajo. Vse te obraze si je zmislilo generativno strojno učenje. Okay? Če pišete kakšen novinarski članek, pa hočete, da je res anonimna oseba, potem si sposodite fotografijo, da to se ne bo noben pritožil. Torej, generativni modeli
so tisti, ki lahko tvorijo nove podatke. In sicer tvorijo besedila, slike, audio posnetke, video posnetke, kar se spomnite. Okay? In zdaj boste rekli, kako se je zgodil ta preskok od napovednih modelov k generativnimi modeli. Kako je to zdaj sploh bilo možno? Možno je bilo zaradi tega, ker lahko si predstavljamo scenarij, ko napovedni model nam pomaga narediti generativni model. Ko ste bili otroci ali pa mogoče najstniki, ali pa ko sem jaz bil najstnik, smo se pogostokrat igrali igro Nadaljuj stavek. Okay? Nekdo je začel, je povedal eno besedo, umetna. Okay? In potem naslednji je mogel povedati naslednjo besedo in potem se je stavek daljšal in daljšal, ti si mogel ponoviti vse, kar si slišal do zdaj in potem povedati svojo naslednjo besedo. Okay? In to je pravzaprav zdaj, predstavljajte si, da jaz imam zelo dober napovedni model, ki mi zna povedati, katera bi bila naslednja beseda na osnovi besed, ki sem jih že videl. Ta napovedni model bi lahko bil pa uporabljen kot generator, ker bi lahko pač zgeneriral naslednjo besedo, pa bi rekli, kje je pa zdaj naslednja najbolj verjetna beseda. In dobimo v bistvu generirano besedilo. Da ne boste mislili, ideja ni iz leta 2010. Ideja iz leta 1984, še en pionir računalništva je postavil, ime mu je Claude Shannon. 84, se upravičujem, 48, se upravičujem, še vedno slovenščina mi dela preglavice, ko pride do mislim. Ja, 48, hvala. Se pravi, kaj je Shannon rekel? Dajmo gledati, kakšne so verjetnosti parov sosednjih besed v besedilu. Ne? In samo na osnovi opazovanja teh verjetnosti pa uporabljajo približno besedilo s 1000 besedami, je naredil model, ki je zgeneriral ta stavek. Avtomatski algoritem je zgeneriral ta stavek. Se pravi, on je rekel, dajmo prvo besedo postaviti v B, pa je samo opazoval, kakšne so verjetnosti, da se par besed pojavi skupaj in je naredil ta stavek. Zdaj, ta stavek sem nalaž naredil malo shady, ni ga treba brati. Ni tudi preveč smiselen, je pa presenetljivo dober. Narejen je bil algoritmično, leta 1948 je bil narejen s računalnikom, ki je imel par kilobajtov pomnilnika. Skratka, nekaj zelo starodavnega in primitivnega. Okay? Ampak je vzpostavil ključno idejo, da pravzaprav lahko generiramo besedilo, če dovolj dober statistični model imamo vzad. In to je ChatGPT. ChatGPT je močen statističen model, ki zna napovedati, katera je naslednja beseda v besedilu. Okay? As good as that. Ali pa as bad as that. A je to inteligenca? Kaj pa vi? Zdaj, če pogledate medijska poročanja o ChatGPT-ju, je to pa je huda inteligenca. Bom spregovoril še par besed o tem, ampak skratka, ne ostane to mogoče še malo zraku. No, kakorkoli, generativno strojno učenje je bilo v svet pognano leta 2016 in je doživelo težek debakel. Okay? Podjetje Microsoft je leta 2016 razvilo klepetalnika, avtomatsko klepetalnico ali pa klepetalno agentko, dali so mu ime Tai in jo pustili na odivjanje, beri na Twitterju. In je začela čvikati. Čvikala je točno 16 ur. Napisala je med tem 96 000 tweetov. Še kar učinkovita. No, zadnji tweet, ki ga je napisala, je tlele in je rasističen. Ne bom ga bral na glas. Ampak je res, mislim, ni treba preveč razmišljati, da vidiš, v kaj je zabredla. Okay? Zabredla je samo v 16 urah. Kaj jo je vodilo pri tem? Microsoft je rekel, več všečkov, ko bo pobrala, boljše bo. Well, big mistake. Okay.
No, in to je 16 ur je živela in potem so jo umaknili, to je bil ogromen PR-ovska težava za Microsoft, pol so imeli številna opravičila, so pošiljali okrog in številne preskonference so bile na to temo. In nekako je generativno strojno učenje šlo v senzu. Za približno 6 let. 6 let so se učili ne pisati rasističnih stavkov. Kajti naslednjič, ko so poslali v divje ChatGPT, niso si mogli privoščiti to vrstnega debakla. Okay? In to je bil eden od največjih strahov. Kaj so odmevni uspehi generativnega strojnega učenja? Generativno strojno učenje je danes v bistvu uporabno povsod. Prepoznate to fotografijo? Tako že? This person doesn't exist. Ne, to ni seveda. To ni seveda človek. To je posnetek vesolja in to je posnetek črne luknje. To je prvi pridelan posnetek črne luknje, pa ni narejen z mobitelom. Ni narejen tudi samo s teleskopom. Ni vizualni posnetek, to je produkt obdelave podatkov in generativnega strojnega učenja. Okay. To je avtorica fotografije v trenutku, ko je to zagledala, nekako se je zdelo, da to res mogoče je črna luknja, ne vem, če je kakšen fizik med vami, mogoče bo razumel, jaz, kaj se vem, lepa slika, spominja na grob. Okay. In seveda zdaj pridemo do glavnega slona v sobi in ChatGPT. Se pravi, to so bili v bistvu uspehi generativnega učenja, ki jih mogoče niti ne opazimo, kaj pač narisuje črno luknjo. To, kar je pomembno, je, da lahko napiše, da reši srednješolsko nalogo iz matematike. To nas pa vse prizadane. Vsi razumemo. Okay. In seveda klepetalni agent ChatGPT, podjetje OpenAI leta 2022. Okay. Gotovo vsi poznate, toliko je znan, da si je pridobil svojo fotografijo na naslovnici Time revije. Okay. In eden od taglineov tega članka je tole. Začnite skrbeti. Okay. Mogoče res moramo skrbeti. Kaj je jezikovni generativni model GPT? Trenutno različica 4, to je ogromna nevronska mreža. Zdaj, jaz nisem imel časa tlele razviti, kaj so vse modeli, ki jih uporabljamo na področju strojnega učenja. Na področju strojnega učenja so zelo znameniti modeli nevronskih mrež, ki so v bistvu, si lahko predstavljate, da je to mreža na milijard majhnih celic, ki znajo nekaj računati in so povezane med seboj. In potem s tem svojim računanjem lahko generirajo marsikaj ali pa rešijo marsikaj. Okay? Ma 100 milijard povezav, več 100 milijard povezav in naučena je na osnovi besedil, ki imajo več 100 milijard besed. Okay? Še eno se lahko skrije s temi svojimi tisočimi besedami, s katero je naučil v svoj model, ki smo dokazali prej. Okay? S tem se srečujemo. Kaj to je ta nevronska mreža, da bom demistificiral? To je statistični model, ki lahko napove, katera bo naslednja beseda, ki se bo pojavila v besedilu. Zakaj mislite, da je Google in ostali velikani tehnološki imel interes narediti model, ki napove naslednjo besedo? Vsakič, ko greste v iskalno okence od Google, ko začnete tipkati, ima neke predloge za vas. Vas hoče prepričati, da hočete natipkati nekaj, kar mogoče nočete natipkati, ampak če začnete tipkati umetna, gotovo bo naslednji predlog inteligenca. Google je začel to razvijati za svoje potrebe. Pol je pa počasi rekel, kaj če bi to zdaj uporabljali kot generator. No, in potem se je začelo to dogajati, sicer v nekem drugem podjetju, ampak tudi Google ima svojo različico tega. No, in zdaj ena od mitičnih nevarnosti, ki se pojavlja zadnje čase in moram reči, da jaz personalno ne verjamem v to, je, da umetna inteligenca in ChatGPT predstavlja eksistencialno tveganje za človeštvo. Definitivno nekaj, kar ni res. Okay?
bom pojasnil tudi zakaj. Jaz mislim, da človeštvo v tem trenutku ima bolj resen skrbnik kot umetne inteligence. Tudi imamo ChatGPT. Dosti več drugih eksistencialnih tveganj obstaja kot to. Zakaj? Zaradi tega, ker je ChatGPT navadna šibka umetna inteligenca. Zdaj, če govorimo o stopnjah umetne inteligence, to, kar smo do zdaj videli, je vse šibka umetna inteligenca. Šibka umetna inteligenca je zmožna reševati zelo specifične naloge. Ala, napovej, katera je naslednja beseda v besedilu. Šibka umetna inteligenca ni niti avtonomna. Prej ne more se samo odločiti, meni je zdaj dolg čas to reševati, ker mi je povedal, da je to nekaj sama probala narediti. Tega ne more. To bi eventualno zmogla močna umetna inteligenca in ta bi bila zmožna razumevanje učenja in splošne uporabe znanja za reševanje poljubnih nalog, tudi za reševanje naloge izboljševanja same sebe. In eventualno tudi brez našega nadzora. Okay? Te stopnje avtonomije trenutno nevronske mreže niso kos. Okay? In seveda, super umetna inteligenca je superiorna vsem vidikom človeške inteligence in trenutno je popolna fikcija, ker jaz ne vem, kako jo bomo prepoznali. Oziroma, mogoče že malo prepoznali, ker ne vem, kako bi prepoznali inteligenco, ki je počel na stravi malega Turinga, ki bi naredil test. Ampak, no, ta mit ni prišel samo od sebe, samo iz znanstvenih krogov. Veliko filmov je podprlo nastanek tega mita. In kot vedno, mogoče umetniki so bolj dovzetni za to, kar dogaja v svetu. Recimo, še vedno moj najljubši film o umetni inteligenci je nastal leta 69, leta, ko sem se jaz rodil, Odiseja v vesolju 2001. Prekrat sem film o tem, kaj so težave umetne inteligence. Tam je en umetno inteligenten računalnik, ki ga ljudje nahranijo z lažmi. Okay? In zaradi tega se začne obnašati hecno. In skratka, nekdo že leta 1969 je razmišljal o tem, kaj pa če podatki, ki jih serviramo umetni inteligenci, so laži. Okay? To je kar pomembno vprašanje, ki si bi ga mogli bolj zastavljati v zadnjem času. Potem je Blade Runner, seveda, ki sem ga omenil prej, kdo je bolj človeški človek ali pa umetna inteligenca in mogoče kaj avtonomna inteligenca, to so pa že miti o tem, kako avtonomna inteligenca slej, ko prej mu pade na pamet, da bi lahko svojega kreatorja ubila. Okay? No, skratka, to so nekako vprašanje, ki jih zastavljajo in te miti se v bistvu množijo zaradi tega, ampak za res pomembne skrbi ni ta mit, ni eksistencialne grožnje od umetne inteligence. To lahko odmislimo ta hip. So pa res druge grožnje. In sicer, vpletanje umetne inteligence v demokratične procese, velik problem. Velik problem, s katerim se soočamo že zdaj. Spomnite se kampanje Brexit. Kako spretno je eno podjetje uporabilo podatke iz spletnih družbenih omrežij za to, da je delalo ciljano politično kampanjo za nekaj. Takrat so to ljudje morali. Vse, kar so pisali ljudje, podjetje jim samo pomagalo, kaj morajo pisati. Dan današnji Brexit kampanja je bila nič v primerjavi s tem, kar se bo zgodilo na naslednji kampanji veliki politični. Ko bo ChatGPT začel pisati govore in ko bo ChatGPT začel tweetati v imenu nekoga. Brezmejne možnosti za polresnice, za generiranje polresnic in to generiranje polresnic ne tako, kot smo jih generirali ljudje zdaj. Lahko generiramo po tisoče pol in neresnic na sekundo. Predstavljajte si internet in socialna omrežja čez par let. Jaz jih nočem in upam, da se bo ta scenarij ne uresničil, ampak to je ta resna skrb. In to bo gotovo imelo ogromne posledice na demokratične procese, ki jih poznamo danes. Širjenje predsodkov in diskriminacije. Zakaj skozi govorimo o tem? En znameniti primer je, da nekdo je iskal ključno besedo gorila je dal v Google, ne vem, če poznate ta primer. Ne? In potem je dobil zadetek temnopolte osebe, ki jo je poznal. To je nekaj, kar mogoče še ni najbolj eklatanten primer diskriminacije. Drug primer diskriminacije je, da v sodnem sistemu ZDA
Algoritmi pomagajo pri odločitvah, kdo bo ostal v priporu in kdo bo pogojno izpuščen iz pripora. Okay? Ko so analizirali obnašanje tega sistema, so ugotovili, da ta sistem večinoma opazuje samo to, a je oseba, o kateri so odločali, to napol ta ali ne. Okay? Potem so pa pogledali podatke, iz katere se je učil ta sistem in so videli, da to je pač v podatkih. Ta diskriminacija in te predsodki so obstajali tudi prej pri sodnikih. Zakaj je nevarna umetna inteligenca? Umetna inteligenca je nevarna zaradi tega, ker lahko sprejme tisoče odločitev na sekundo. In če so te odločitve polne predsodkov, potem bojo predsodki in diskriminacija kar naenkrat vse prisotne. Zaradi tega mi moramo v bistvu biti pozorni pri uporabi teh tehnologij. Ok, in potem je še nepreglednost, slabo razumevanje in nepreglednost delovanja. Jezikovni model, jaz se ukvarjam z umetno inteligenco, koliko že? 40 let. In še vedno ne znam pojasniti, zakaj ChatGPT dela tako dobro kot dela. To je nekaj, kar ne moremo z trenutnimi pripomočki, ki jih imamo, ne moremo popolnoma razumeti in razpoznati. Delamo na tem, da bi razumeli bolje, ampak ta hip ne moremo reči, da dobro razumemo, kaj vse dogaja v tej nevropske mreži. No, in še ena stvar, nagnjenost na pametno izmišljanje. Vsak, ki se s ChatGPT-jem pogovarjal za nekaj časa, je gotovo, koliko je zmožen stvari si izmisliti. Zakaj? Zaradi tega, ker nima nobenega odnosa do resnice. Okay? Njemu vse. On hoče povedati najbolj verjetno besedilo. Besedilo, ki je všečno in ki je verjetno. Ne pa besedilo, ki je resnično ali pravilno. To je njegova zadnja briga, oziroma o tem sploh ne briga. Okay? No, in da ne rečem, odnosi do avtorstva, zloraba intelektualne lastnine. Mi smo v bistvu v podjetju OpenAI, celotno človeštvo je položilo v roke celotno svojo intelektualno lastnino. Vse knjige, ki jih imamo napisane, vse znanje, ki jih imamo, je eno podjetje pogovnilo v svoj ogromni jezikovni model in nam zdaj to vrača nazaj proti naročnini. Sounds fair? Not to me. Okay? Vpliv seveda na delovno okolje je pa nekaj, kar bomo še videli, kako se bo dogajalo. Mislim, skratka, kakšen bo vpliv v smislu delovnih mest in kako se bo spreminjalo delovno okolje, ki ga poznamo danes. Zdaj, racionalni družbeni odgovor, če me vprašate, nekaj sem fulen skrbi, zdaj naštel v zadnjih slajdih, relativno hitro. Edini racionalni odgovor, se mi zdi ta hip, je skrbno načrtovane politike, ki bi zajezile, ki bi usmerile uporabo in razvoj umetne inteligence v pravo smer. Ne samo uporabo. Razvoja bomo težko brzdali, lahko pa se zmenimo kot družba, kaj je pravilen in odgovoren razvoj umetne inteligence. Nisem veliko debate o tem slišal, oziroma sem slišal premalo. Večina te debate se odvija recimo na področju znanosti. Uredniki znanstvenih revij so v paniki. Zakaj? Ker veliko znanstvenih člankov, ki jih dobivajo v zadnje čase, je napisala umetna inteligenca. Si lahko predstavljate, doktorski študent nima časa zvečer pred rokom, reče ChatGPT-ju, napisi mi 7 odstavkov. Ker moramo dati članek v to način. Veliko tega besedila zaide noter, kaj so principi, ki jih razvijamo na področju znanosti do odgovorne uporabe umetne inteligence, je prevzemanje popolne odgovornosti za napisano besedilo. Ljudje so poskušali podpisati med avtorje ChatGPT. In so rekli, ok, zdaj sem priznal, to je avtor. To je prepovedano v znanstvenem redu. Okay? Skratka, človek mora prevzeti popolno odgovornost za napisane besedila in mora biti popolnoma iskren in transparenten pri uporabi. Se pravi, vsako uporabo strojnega učenja in generativnega strojnega učenja mora citirati. Ok, princip odgovornosti, mogoče glede na to, da čas hitro mineva. Tukaj imam razloženo, mogoče med debato se lahko pogovarjamo o tem, kaj pomeni princip odgovornosti in kaj pomeni točno princip transparentnosti, ampak mogoče bi na tej točki zaključil, ker mislim, da se je čas že iztekel, mogoče že zdavnej. Če koga zanima dobro branje, pa govorimo o splošni javnosti, a tudi o računalničarjih, ki sedijo med nami, če vas zanima res dobra knjiga o tem, kakšne so družbene posledice in kaj vse umetna inteligenca poleg računalniškega algoritma, preberite knjigo Stuarta Russella, Human Compatible.
Stuart Russell je, by the way, eden od avtorjev osnovnega učbenika za umetno inteligenco, ki ste ga računalničarji gotovo videli, Russell Norvig, Introduction to, Modern Approaches to AI, nekaj takega, tak standardni učbenik z tega področja. No, napisal je pred kratkim knjigo Human Compatible, ki jo toplo priporočam celotnemu občinstvu, ker ni knjiga samo za računalničarje. Sploh ne. To je bilo. Hvala lepa za to polno predavanje. Zdaj je še nekaj časa, je še vsaj 20 minut, recimo 20 minut za vprašanje, ki so se gotovo porodila, pa za debato. Tako da, če ima kdo vprašanje.